Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o scenariju, kako bi utegnile razmere izgledati, če bi vsi ljudje imeli dovolj denarja, če ne bi bilo več tega pomanjkanja denarja. In to je vprašanje, ki se je že naprej pojavilo, ko se je govorilo o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka. Torej, UTD je ideja, da bi vsaka oseba, vsak državljan dobil vsak mesec brezpogojno mesečno rento, torej neko količino denarja, ne glede na to, ali je zaposlen, ali brezposeln, ali kaj dela, ali nič ne dela. In velik ugovor proti uvedbi tega univerzalnega temeljnega dohodka je to, da če bodo vsi ljudje dobili denar, da potem nihče ne bo želel več delati. No, potem so pa tudi naredili en pilotski projekt, preizkus te teorije, in so določeni skupnosti nekaj mesecev dajali brezpogojni dohodek in pokazalo se je, da se ni želja po delu zmanjšala, ampak da se je ekonomija okrepila in da se je zmanjšala količina nasilja in kriminala v družbi. In sedaj seveda se podobno vprašanje poraja, ko uvajamo nov mednarodni denarni sistem, ki se imenuje SPIRT oziroma novo valuto, ki omogoča, da vsak dobi dovoljšno oziroma zelo veliko količino denarja v zameno za zelo preproste, enostavne promocijske aktivnosti za promocijo te valute. Torej, lahko se vsak vpraša, kako bi se njegovo življenje spremenilo, če bi recimo sedaj v trenutku dobil zelo veliko količino denarja. Podoben scenarij je recimo zadetek na loteriji. In primeri so, ko so mnogi zadeli na loteriji, so dobili recimo 1 milijon evrov denarja in potem se je izkazalo, da kakšno leto, dve po temu so bili spet brez denarja, so vsega zapravili. Torej, kar se bomo morali vsi naučiti v tej novi ekonomiji, ko ni več pomanjkanja denarja, je to, prvič, kako skrbno ravnati z denarjem, da imaš večje prihodke kot pa odhodke, da vsak skrbno beleži vse te finančne transakcije. Druga stvar je pa tudi seveda preobrazba lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev. Torej, da ne bomo gledali samo na to, kako lahko dobimo in uporabimo denar samo za sebe, za svojo lastno korist, za svoje lastne užitke, se pravi, da se bomo nabavili najdražji avto, največjo hišo, ne vem, ali celo svoj lastni otok, vse sorte stvari, ki so tak ideal bogatašev, ampak da pogledamo predvsem to, kako lahko z denarjem pomagamo, da se ta družba plemeniti, da nam ne bo glavni motiv delovanja pridobivanje denarja, ampak da uporabimo denar za to, da izboljšujemo kvaliteto življenja za vsa živa bitja na tem planetu. Da smo sočutni do vseh ljudi, do vseh živali in do rastlin, za katerimi si delimo ta svet. Da se zavedamo naše soodvisnosti in povezanosti. Kajti, sedaj smo navajeni živeti v ekonomiji potrošništva, ko je trgovina oblika bojevanja, kajti trgovina izhaja iz pomorskega bojevanja
iz pomorskega zakona. Zato beseda commerce tudi pomeni na morju, bojevanje na morju. In pomembno je, da se nehamo bojevati, da nehamo hlastati za večjo količino stvari, kot jih dejansko potrebujemo, in da zagotovimo življenjske razmere za vsa živa bitja. Torej, tudi da ne proizvajamo več ogromne količine nizko kvalitetnih izdelkov za kratko življenjsko dobo, torej za tako imenovano oprogramirano zastarelostjo, temveč da gremo na proizvodnjo visoko kvalitetnih izdelkov za dolgo življenjsko dobo, ter da se te izdelke ne bomo več lastili, temveč da si bomo delili souporabo. To je tako imenovani princip krožne ekonomije ali družbe delitve, souporabe. Skratka, ta denar, sprt, je samo eden izmed številnih valut, digitalnih valut, ki so del revolucije v denarnem sistemu, v bančnem sistemu, ko razpada denarni monopol zasebnih bankirjev, za katerim nad nami izvajajo vojaško okupacijo in terorizem. Sedaj ne bodo več mogli z nami manipulirati preko denarnih in bančnih vzvodov, in tudi sesuva se energijski monopol, kajti zaradi informacijske revolucije, ko se tudi ta informacijski monopol sesuva, ne morejo več izvajati tako močne cenzure, da bi nam še naprej lagali in nas držali stran od teh tehnologij za prosto energijo, ki jo je recimo že Nikola Tesla izumil ali odkril. Vsi imamo sedaj dostop do tako imenovane keše nove plazemske tehnologije, za katero si lahko proizvedemo tudi neomejeno količino energije, brezplačne energije, elektrike, ter tudi s to tehnologijo lahko proizvedemo katerikoli kemični element, tudi zlato, v neomejenih količinah. Skratka, vse vrste monopolov elite se sesuva, in denarni monopol, predvsem informacijski monopol, potem monopol nad naravnimi viri ali nad kemičnimi elementi, in tudi ta tehnologija se razvija za potovanje po vesolju, tako imenovana antigravitacijska tehnologija ali tehnologija za gravitacijsko pozicioniranje, ki nam bo omogočila, da bomo lahko v zelo kratkem času, že v nekaj letih, potovali po vesolju, kamorkoli. In lahko se zamislimo, kakšno življenje je to, če smo osvobojeni vseh vizij. In vseh vizij glede denarja, in glede hrane, in glede navezanosti na katerikoli predmet ali na lokacijo na tem planetu. Torej, zelo velike spremembe se nam dogajajo v trenutnem času, zato se mora vsak pripraviti na novo paradigmo, ko je odpravljeno kakršnokoli pomanjkanje in ko je zagotovljeno izobilje na vseh možnih področjih. Bistveno je torej, da se začnemo obnašati odgovorno, da se ne več bojujemo in uničujemo med sabo, temveč da se spoštujemo, da imamo razvito sočutje, ljubezniv odnos drug do drugega in da lahko potem živimo na tem planetu v harmoniji in sožitju. Da nismo več pogojeni za nekim denarjem, da ne bo denar tisti, ki bo
gospodaril nad našim obnašanjem, temveč da bomo mi vedno enaki v odnosu do drugega, ne glede na to, ali imamo malo denarja ali veliko denarja. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.